Alša, ti veš, kako se naredi lizika? Kaj pa čokolada? Ne vem, sam vem pa, da svizec zavije ovitek. Svizec? Lepo te prosim, da mi še kaj zanimivega. A veš, koliko je tehtal najtežji tiramisu? Pojm. Nekaj manj kot 305 kg. Potem sigurno tudi veš, koliko tehta najtežji puding. 18 ton? 619 kg. Kaj pa najtežja napolitanka? 520 kg. Veš, koliko je bila dolga najdaljša jabolčna pita? Najdaljša jabolčna pita je bila dolga natanko 7 metrov. Pa najdaljša mlečna čokolada? Tudi 7 metrov. O, kako bi ugriznil! Zdi, da so danes te rekordne slaščice zelo v modi. Ampak veš, v Slovenci imamo nekaj zanimivih rekordov na tem področju. Ja? Vem, da so zdaj najbolj popularne fototorte. Ko imaš fotografijo na torti gor in lahko fotografijo tudi poješ. Ja, lahko veš? Jaz sem tudi že slišala za pasjo torto. Kako si vedel, zdaj, da hočem to povedati? Pasje torte tudi obstajajo. Torte. Vem pa, koliko je bila najvišja torta. 9 metrov. Si predstavljaš, koliko ljudi je bilo potrebnih, da so jo povedali? Ne vem, sam jaz bil sam. Cenili smo foto, ki ste vi naredili na praksi. Pouk organiziramo tako, da se neprenehoma ves čas med seboj prepletajo teorija, praksa in vaje. Gre za to, da tista znanja, ki jih podajamo kot teorija, dijaki takoj preizkusijo v praksi, zakaj pravzaprav neka znanja potrebujejo, kako naj ta znanja uporabijo. Kar velikokrat se dogodi, da posamezno učno uro izvajata kar dva učitelja sočasno, se pravi učitelj teorije in učitelj prakse. In tako res gre za tisto uporabno znanje. Tudi ostale vsebine prepletamo z živilsko stroko oziroma slaščičarsko stroko, tako da izvajamo pouk integrirano. Recimo učitelj matematike sodeluje pri praktičnem pouku in skupaj preračunavajo recepture. Učitelj tujega jezika sodeluje z učiteljem tehnologije in se skupaj učijo strokovno terminologijo. Recimo vsebine naravoslovja so vključene že v stroko, v tehnologijo, tako da res gre za to prepletenost in za to uporabnost v znanju. Dobar dan, punce. Dobar dan. Povejte mi, kaj počnete? Kvašeno listnato testo delamo. Kvašeno listnato testo. Ja. Različnih modelčkov, različnih oblik. Kaj pa polnilo? Polnilo pa je oreh. Oreh imamo. In najprej kvasite testo? Ja, potem pa ga razvaljamo, potem razrežemo in oblikujemo razne peciva. Zgleda za v pečico. Ja. Kaj pa ti počneš? Jaz pa okrasujem kvašeno listnato testo. Kvašeno listnato testo. Kakaj je pa tale polnilo? To pa je vaniljeva. Pa vidim, da se nekaj svetlika. Ja, pa na koncu za okras pa še z želijem premažemo. Pa se grejemo na veliki temperaturi in pol to. Slaščičarstvo so poznali že v starem Egiptu 3000 let pred našim štetjem. Priljubljeno je bilo v antični Grčiji in Rimu. V srednjem veku pa se je razvijalo predvsem v samostanih, kjer so pridobivali med in izdelovali lectarsko pecivo. Na Slovenskem je bila peka peciva močno povezana s šegami v praznikih in družinskih slavjih. V mestih se je zgodaj razvilo izdelovanje lecta. S širjenjem novih družabnih navad pa smo dobili tudi prve slaščičarne. Najbolj tipična slovenska slaščica je potica, ki se je razvila pred dobrimi 200 leti. Ti pa mešaš čokolado. Ja.
Veliko čokolade danes? Ja, veliko, pa tudi dosti olja, Olje s čokolado, zakaj pa? ker delamo težko biskvitno maso. Povej mi, kaj si počela? Jaz sem pa danes tu nabrizgala čokolado na jabolčno pito. Na jabolčno pito. A veš, da še nisi nikoli jedel Je zelo čokoladne dobra. jabolčne pite. Aha, še pride kaj gor? Ne, tako torej- se da zapeči. Odlično. Glej. Izpostaviti pa moram tudi praktično usposabljanje pri delodajalcih. Velik delež ur za praktični pouk dijaki preživijo pri delodajalcu, s tem pa imajo možnost, da res neposredno preizkusijo najrazličnejše ali pa vse delovne situacije, spoznajo slaščičarsko stroko z vseh vidikov, pogledov, ne nazadnje pa spoznajo tudi tisto dejansko resnično delovno okolje, v katerem bodo kasneje delali. Urška, ti si prava slaščičarska umetnica. Daj nama ti povej, zakaj si se odločila in kako si se odločila za ta poklic? Za ta poklic me je navdušila mama, ker je velikokrat pekla dobrote v času mojega otroštva. Glede na tale odličen kos torte, se zdi, da je za tabo že zelo dolga poklicna pot. Je kar, ja. Moja prva zaposlitev je bila res v pohorski kavarni, ki so tudi znani po torticah. Potem sem se zaposlila v pekarni Jager kot vodja slaščičarne in jo kasneje tudi prevzela kot samostojni podjetnik. Zaradi pomanjkanja kadra, prevelike preobremenjenosti in dela po noči sem se odločila, da preneham delovati. Potem sem sodelovala tudi pri odprtju slaščičarne hiše Dobrod v centru mesta Maribor. No, sedaj pa sem tukaj v igralno-zabaviščnem centru Mont Šentiljo, kjer opravljam tudi delo vodje slaščičarne. Povej nama, kako izgleda tvoj delovnik? Je zelo pester in zanimiv. V službo prihajam ob 7 uri zjutraj. Ob jutranji kavici razdelim delo oziroma obveznosti ostalim zaposlenim v slaščičarni. Najprej sledi polnjenje vitrin in priprava slaščic za naše restauracije. Potem se tudi sama lotim priprave in peke slaščic. Po potrebi se udeležim kakšnega sestanka, naročim surovine za nemoteno delo. Ja, to je to. Naprimer, po kakem ključu izbiraš slaščice, ki jih delaš ta dan ali recimo v tem letnem času? Obstajajo kakšne sezonske slaščice? Kako naročaš surovine, od kod? Ful rada se igram, probavam novih stvari, tu imam možnost, zato gledam, da je sezonsko primerna slaščica, nekatere stvari ostanejo klasične, kot so recimo višnjeva torta in podobne, da je za vsak okus nekaj. Tako da poskušamo zadovoljiti vse stranke. In jih zadovoljite? Ja, delamo na tem. Prepričan. Kako pa recimo vidiš slaščičarski poklic v prihodnje? Verjamem, da bo slaščičarski poklic vedno bolj iskan in cenjen, kajti vse manj mladih se odloča za ta poklic. Mislim, da je predvsem problem delovni čas, slabo plačilo pa občutek manj vrednosti. Kakšni so pa kaj trendi v slaščičarstvu, če lahko sploh govorimo o trendih? Že nekaj let čokolada oziroma vse, kar se da iz nje narediti. Ti si moja čokolada, ti si moja marmelada. Ne veš, kako si pa ti sladek.